V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je cvetna nedelja, ki pomeni začetek velikega tedna. Cvetna nedelja nas vsako leto ustavi pred prizorom, ki je na videz preprost. Množica ljudi, Jezus na osličku, pot, ki vodi v Jeruzalem. A v resnici je to eden izmed najbolj protislovnih trenutkov evangelija. Dan, ki se začne s slavo, se bo končal v izdaji. Dan, ki diši po zmagi, bo v nekaj dneh izzvenel v temo križa. Toda ravno zato je cvetna nedelja praznik resnice o Bogu, ki vstopa v svet, ne skozi veličastje, temveč skozi ranljivost. Ne s konjem močnega vladarja, ampak z osličkom, simbolom miru, nežnosti in skromnosti. Ne, da bi si pridobil glasove, ampak da bi prišel blizu s srcem. Jeruzalem Jezusa pričaka s klicanjem Hozana, a Jezus se ne ustavi pri aplavzu. On vidi globje, vidi ranjene, izgubljene, utrujene, žalostne, osamljene. Vidi ljudi, ki hrepenijo po rešitvi, a pogosto ne vedo, kaj resnično potrebujejo. Ker ljubezen ne išče priložnosti za slavo, ampak priložnost za daritev. Danes se zato ne spominjamo triumfa, ampak poguma Boga, ki izbere pot, polno ljudi, ki ga bodo slavili danes in zavrnili jutri. Boga, ki ve, kaj ga čaka, pa kljub temu pride. Boga, ki nas uči, da resnična moč ne stoji na vzvišenosti, ampak na tihem, odločnem koraku med ljudmi. Zato lahko res rečemo Hozana, tebi, ki si blagoslovljen. Prisluhnimo sedaj obvestilom za prihodnji teden. Jutri v ponedeljek 30. marca ob 19. uri bo v cerkvi kot običajno molitveno srečanje. To srečanje je priložnost, da se osebno v molitvi priporočimo Bogu. V sredo odpade diskusijsko svetopisemsko predavanje, smo pa vabljeni na bogoslužje na Veliki petek, to je 3. aprila ob 19. uri zvečer. Torej v petek ob 19. uri vabljeni na posebno bogoslužje, ko se lahko skupaj spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu, iz česar izvira tudi naša vera in večno življenje. Naslednjo nedeljo, 5. aprila ob 10. uri, dopoldan pa vsi dobrosrčno in prijetno dobrodošli na velikonočno bogoslužje, ki je namenjeno veselju. Veselje pa je smiselno samo takrat, če se veselimo skupaj. Na bogoslužju za veliko noč bomo imeli tudi Gospodovo večerjo, zato vsi dobrodošli. V četrtek 9. aprila ob 19. uri pa vabljeni na ekumensko postvelikonočno bogoslužje v cerkvi svetega Jurija v Grčevju. Vljudno vabljeni povabimo tudi druge, bogoslužje bova vodila jaz in katoliški duhovnik. Na voljo imamo tudi nove knjige, ki jih lahko kupimo v cerkveni pisarni. Ob veliki noči lahko z njimi obdarujemo svoje prijatelje in sicer imamo na voljo knjige Marije Barborič, tudi duhovnika dr. Danijela Brkića in ostale knjige, ki so na voljo in si jih lahko pregledate in na tak način nekomu polepšate velikonočne praznike. V nadaljevanju pa bomo zapeli uvodno hvalnico, ki pravi Bog mogočni, slava ti, s katero bomo vstopili v veliki teden. Velikosti, pred teboj
Biblično vodilo današnje nedelje se glasi: Sin človekov mora biti povzdignjen, da bi vsak, ki vanj veruje, imel v njem večno življenje. Prisluhnimo sedaj poeziji iz 73. psalma, ki naj nas navda z zaupanjem Bogu. Toda jaz bom vedno s tabo. Prijel si me za desno roko, svojim nasvetom me vodi, potem pa me vzemi v slavo. Koga imam v nebesih? Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji. Skala mojega srca in moj delež je Bog na veke. Jaz pa, Božja bližina je dobrina zame. V Gospoda Boga sem postavil svoje zatočišče, da bi pripovedoval o vseh tvojih delih. Da bo naše veselje trajno in čisto, pa nas vse skupaj vabim k priznanju grehov rekoč. Večni Bog, priznavamo, da je bolečina, ki jo povzročajo grehi, velika, ker težko sprejmemo resnico. A resnica je samo ena, da je tvoj sin trpel in umrl namesto nas. Prosimo te, pomagaj nam, da bomo to rešitev cenili s hvaležnim srcem in ne bomo rešitve iskali v vzporednih stvareh, ki nas zasužnjujejo in utesnjujejo, ter nam odvzemajo veselje od rešenja. Pomagaj nam, da svojo vero vate poglobimo in zaupamo tvojemu usmiljenju. Amen. Z naslednjimi besedami milosti in slavospeva pa lahko izrazimo svoje navdušenje nad Božjo milostjo, saj pravi: Bog Oče je po Kristusu spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih, da bi nas privedel pred svoje obličje, svete, brezgrajne in neoporečne. Zato lahko rečemo: slava Bogu na višavah in mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Pridimo še v skupni molitvi. Vsemogočni Bog, nenehno smo presenečeni nad načinom, kako obračaš svet na glavo. Mi bi za odrešenika sveta izbrali mogočnega princa,
ti pa si izbral Tesarjevega sina, rojenega v dvomljivih okoliščinah. Mi bi za njegove učence izbrali ljudi iz templja, ti pa si izbral ribiče, pobiralca davkov in izobčence. Mi bi za veličastni vhod v Jeruzalem izbrali belega žrebca, ti pa si izbral žrebička oslice. Mi bi za njegovo kronanje izbrali palačo, ti pa si izbral križ. Mi bi v njegovo kraljestvo vključili tiste, ki razmišljajo in zgledajo tako kot mi, ti pa si vanj vključil ves svet. Ti nas učiš živeti v neskladju s splošno veljavnim in priznanim. Pri tebi je pot navzdol, pot navzgor. Zlomljeno srce je zaceljeno srce. Ponižanje pomeni povišanje. Skesan duh je vesel duh. Nositi križ pomeni nositi krono. Dajati pomeni prejemati. Umreti pomeni živeti, kajti tvoja milost je onkraj vsega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo prisluhnili berilu iz Evangelija po Janezu, 12. poglavje od 12. do 15. vrstice, pridružili pa se bomo tudi prepevanju skupnih pesmi, od katerih je prva ta, ki nosi naslov Hozana. Izvolite sesti. Berilo za današnjo nedeljo pravi takole. Drugi dan je velika množica, ki je prišla na praznik, slišala, da Jezus prihaja v Jeruzalem. Vzeli so palmove veje, mu šli naproti in vzklikali: Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu in Izraelov kralj. Jezus je našel oslička in sedel nanj, kakor je pisano: Ne boj se, Sionska hči, glej, tvoj kralj prihaja, sedeč na osličjem mladiču. Dragi zbrani, verjetno se boste strinjali z mano, da ko se pojavi nekje neka znana osebnost, se v hipu okrog te osebnosti zbere množica ljudi. V samo nekaj trenutkih ta oseba usmeri pozornost nase in marsikdo se želi s to osebo fotografirati in marsikomu je to s tem izpolnjena celo življenjska želja. Toda Jezus ni ravnal tako. Množica je hotela, da bi bil pod žarometi, on pa je bil odpravljen na križ. On je bil pripravljen na to, da izpolni Očetovo voljo,
to pa je odrešenje človeštva. Jezus je kralj nenavadne zmage, ki se je zgodila z najmanj pričakovanim, to je smrtjo. Ni zmagal silo, ampak z ljubeznijo. Njegovo kraljestvo ni kraljestvo vojsk in blišča, ampak ponižnosti in služenja. In ne premaguje narodov, ampak vstopa v naše srce, v miru in v ljubezni. Zato se mu priklonimo z vsem srcem in hvaležnostjo in priznanjem, da je on edini odrešenik, in mu dajmo slavo. In vabim nas, da v naslednjih pesmih slavimo kralja nad kralji in kneza miru, ki ima čudovito ime Jezus Kristus. Kralj nad kralji
začetku ti si bil beseda, ti najvišji Bog, Gospod. Božjo slavo skrito v stvarstvu, razodel si Kristus jo. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. V nebesih nas želiš imeti, zato postal si pot do tja. Kljub grehu nas zelo si ljubil, kaj od tebe loči nas. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Samo ne more nihče tekmovati, zdaj in za vedno vlada mož. Ti kralj si nad kralji, vreden se slave, tvoje ime najvišje je. Moč v imenu Jezus, moč v imenu Jezus, ime naš Jezus Kristus kralj. Moč v imenu Jezus, neprimerljivo je, moč v imenu Jezus, ime naš Jezus. Moč v imenu Jezus, ime naš Jezus. Moč v imenu Jezus, ime naš Jezus. Hvala ti, Jezus, da je v tvojem imenu moč. In hvala ti, da ti prebivaš v naših srcih kot kralj. Hvala ti, da si ti naš odrešenik. In hvala ti, da te lahko v tem jutru slavimo in da lahko naše življenje pripada tebi. Amen. Sledi utrinek za otroke. Tako, dragi otroci, sedaj pa sledi trenutek za vas in za vse nas. Takole, dokler se zbiramo, če ste me zelo pozorno poslušali na začetku, kakšna nedelja je danes? Kako ji rečemo? Cvetna nedelja. Ja, res je. Dobro ste poslušali. Danes je cvetna nedelja. In pogovarjali se bomo malce o tej cvetni nedelji. Najprej pa mi povejte, a imate radi živali? Ja, katera je vaša najljubša žival? No, kaj nimate najljubše živali? Kako? T-rex, ok, dinozaver, ne. Dobro, dinozaver, super. Mikrofon, ker tale ne deluje. Ja, ampak vmes
se sprazniti. Sicer me pa slišite, kaj ne? Torej ja, veste, katera je pa moja najljubša žival? Bravo, muca, ja. Res je, muca. Takole. Jaz imam tukaj tudi dve živali. Pa vam jih najprej pokažem, potem pa še ostane. Kdo je to? Wow, kakšne učke ste naredili, kak lep konj. Poglejte, kongregacija, kakšen lep konj. Kdo si ga ne bi želel? Kdo vse uporablja konja? Ponovadi, take lepe predvsem. Kavboji, kdo še? Ja, kralji tudi, bravo. Tako, konj. Pa bomo ga tukaj malo zadržali, da še vam gor pokažem, takšnega še niste videli, tako lepega. Zdaj bom imam še eno žival. Kdo pa je to? Osel, niste tako navdušeni. Osel. Dobro, zdaj pa imam za vas vprašanje. Če primerjamo ti dve živali, torej konja in osla, kaj bi lahko rekli za konja? Kakšen je konj? Konj je hiter, kakšen še? Močan, ja, tudi lep, kaj ne? Recimo, velik, tak sijoč, vidite, kakšno dlako ima. Se pravi, konj je tak, lahko bi rekli kar taka posebna žival, za kralje namenjen. Kaj pa osel? Res je, ja. Kaj pa osel? Ja, osel je pa trmast, ne? Pravijo, da je zelo trmasta žival. Počasen, nikamor se ne premakne. Kaj je še značilno za njega? Kakšen je v primerjavi s konjem? Velik, majhen? Majhen, šibek, tak. No, ampak je pa kar simpatičen, kaj ni? Kaj mislite, kakšno žival si je izbral Jezus za vhod v Jeruzalem? Osla. Ampak to je pa res čudno. Pričakovali bi, da bi si Bog izbral konja, kaj ne? Takšnega velikega, mogočnega, prijaznega, prevzetnega konja, ampak ne, on si izbere trmastega, kaj ste še rekli, smešnega, počasnega osla. Zakaj mislite, da si Jezus ni izbral konja, ampak raje osla? Aha, ti misliš, da zato, ker bi bil konj prehiter za njega? Aha, ne bi bil dovolj miren? Dobro, je imel veliko sveta za rešiti, pa si je raje osla izbral, da je šel bolj počasi. Dobro, zanimiva teološka teza. Bomo tudi to mogoče v priliki raziskali. Ampak vsekakor pa lahko rečemo naslednje, da si je Jezus izbral osla zato, ker hoče nam s tem nekaj povedati. Jezus nam hoče povedati, da ne prihaja v moči, ampak da prihaja v ljubezni. Da prihaja tam, kjer je krotkost, kjer je ponižnost, kjer je mir. On ne pride zato, da bi zmagal nad ljudmi, tako kot pridejo kralji z velikimi, močnimi konji, ampak pride z majhnim, počasnim, nenavadnim, včasih malce trmastim oslom, zato, da bi nam pokazal, da prihaja rešiti nas ljudi. In veste, ko so ljudje videli Jezusa na oslu, na osličku, so vedeli, da prihaja kralj miru. Zato so mahali s palmovimi vejicami in klicali Hozana, kar pomeni reši nas, hiti nas rešiti. Veste, otroci, cvetna nedelja, to, kar je danes, nas uči ene pomembne resnice. Jezus ne išče tistih, ki so najmočnejši, ali pa da bi bila to njegova primarna naloga. Pač pa išče tudi vas, ki ste majhni, ki ste včasih utrujeni, ki ste včasih malo poredni, kaj ne? Ki ste včasih naveličani, ki se morate učiti, ki se vam včasih ne da poslušati staršev. In vse seveda tudi nas, kaj ne? Ki imamo svoje zgodbe in svoje ozadje. Torej, to, da Jezus prihaja na oslu, osel bo zdaj verjetno vaša najljubša žival, v resnici pomeni, da nas prihaja rešiti in da prihaja v naš svet, takšen, kakršen pač je. In več o tem boste zagotovo slišali tudi pri verouku, mi pa nadaljujemo z bogoslužjem. S hvaležnim srcem in z darežljivo roko bomo pobrali našo nabirko, ki je namenjena izgradnji naše cerkve, ki je naš skupni dom.
Jaz ljubim te, Bog, hvala ti, zaljubiš me, pokazal si, zato sledil ti bom vse dni. In zdaj daritev moja ti, prijetna bo, Bog milostni, te hvalim, ker moj oče si in ker si z mano vedno ti. In prav za vse, kar daješ mi, jaz ljubim te, Bog, hvala ti, zaljubiš me, pokazal si, zato sledil ti bom vse dni. In zdaj daritev moja ti, prijetna bo, Bog milostni, te hvalim, ker moj oče si in ker si z mano vedno ti. Drage sestre, dragi bratje, pred nami je veliki teden. Zgodnja cerkev takšnega koledarja ni sestavila slučajno. Veliki teden, to je teden od cvetne nedelje do velike noči, nas spominja na celotno zgodovino človeštva in odrešenja. Jezusov prihod v Jeruzalem nas spominja na stvarjenje sveta in na možnost življenja z Bogom. Jezusov izgon prodajalcev iz templja nas spominja na izgon iz rajskega vrta. Na to novi Kain, to je Kajfa, načrtuje umor novega Abela, to je Kristusa. In na to, kot smo slišali, se zgodi nesramen, zahrbten umor nedolžnega na križu. Na to nastopi tišina. Tišina velike sobote. Vse je v napetem pričakovanju. Toda finale je nenavaden. Nastopi 8. dan, velika noč, dan vstajenja. Bog na novo ustvari svet. Od takrat je vsaka nedelja mala, velika noč. Vabim, da ostanemo k poslušanju Božje besede iz Evangelija po Marku, 11. poglavje od 7. do 10. vrstice. Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča in sedel je nanj. Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih. Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim, so vzklikali: Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja. Hozana na višavah. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Bog ni individualistični monarh in oddaljeni nemi opazovalec, ampak je v naš svet upleten, saj nam izkazuje ljubezen do konca. Njegova pot je pot srca, ne pot ega, jaza. Zato pot do Boga ni možna brez bližnjega. Jezus je šel večkrat v Jeruzalem, a vedno neupadljivo, neopazno, z majhno skupino svojih učencev. Na prvo cvetno nedeljo pa je v mesto vstopil javno, v spremstvu velike množice, navdušenih ljudi, ki so v njem videli zmagovalnega Mesijo, utrujeni od rimskega zatiranja. Ljudje so razgrinjali na pot svoje plašče in veje z dreves ter vzklikali Hozana, kar pomeni reši nas.
Palmove veje so bile simbol prejšnjih makabejskih uporov, želje po neodvisnosti. In te palme v njihovih rokah so Judom pomenile nekakšno nacionalno zastavo. O simboliki palme govori celotno Sveto pismo, tudi konča s tem v knjigi Razodetja, ko pravi, da bo množica odrešenih v nebesih držala v rokah palmove veje zmage. Torej najlepša cvetna nedelja nas čaka. Evangelist Matej je zapisal, da se je, ko je Jezus z zmagoslavnim sprevodom prišel v Jeruzalem, vse mesto razburkalo, streslo, zamajalo. Zapisal je neobičajen, nevsakdani grški glagol, ki označuje vznemirjenost, trepet. Isti glagol je evangelist Matej v teh dneh velikega tedna uporabil kar 3-krat, s čimer je hotel poudariti pomembnost. Namreč prvič na cvetno nedeljo, drugič pri opisu Velikega petka, ko pravi, da se je v trenutku Jezusovi smrti stresla zemlja in so skale se razpočile, vse je trepetalo. In tretjič, pri opisu velikonočnega jutra, ko je nastal močan potres in so stražarji ob odprtem grobu ustrepetali, pravi, kakor mrtvi, ko jim je angel oznanil Kristusovo vstajenje od mrtvih. Veliki teden je zato, ker nas želi Bog pretresti, pa ne zato, da bi nam škodoval, ampak zato, da se predramimo. Tudi današnji svet je pretresen, zelo pretresen, a žal na drugačen način. Pretreseni smo zaradi nemira, zaradi nepravičnih vojn, pravzaprav nobena vojna ni pravična. Zaradi vse splošne krize, zastrašujoče delitve sveta, nacionalizma, sovraštva, kaosa, zla, nespoštovanja vrednot, prava, a rešitev je samo v Bogu. Božja moč nas ne pretresa zato, da nas uniči, ampak kot sem rekel, zato, da nas predrami. In če ne bi bilo tako na prvo cvetno nedeljo, zmedeni ljudje ne bi spraševali, kdo je ta. Vidimo v vzporednem evangeliju, ki vstopa v Jeruzalem, in ne bi dobili odgovora, če ne bi bili tako pretreseni, da je to veliki reformator, prerok iz Nazareta, vendar drugačen, kot smo uvodoma slišali, kot so reformatorji in revolucionarji tega sveta. Ljudje so bili prepričani, da Jezus sodi med vojščake, zato so mu aplavdirali, da bo razglasil novo dinastijo izraelskih kraljev, a hitro so ga razglasili za prevaranta, ker je vodil v drugačno osvoboditev. Ne v politično osvoboditev, ampak v duhovno osvoboditev. On ve, da so zemeljske svobode kratke, utopične. Kralj, ki sedi na prestolu v nebesih, pa je sedel na osličjega mladiča, ki ni impresiven. Slišal sem poučno zgodbo o osličku, ki naj bi se zgodila na prvo cvetno nedeljo. Osliček se je zjutraj pogledal v ogledalo, se uredil in odšel v mesto. In bom že pokazal, kdo sem. A ga niso opazili, niti vode mu niso ponudili. Nekdo ga je povlekel za rep in se iz njega norčeval. Osliček si je mislil, o nesrečni pogani, kako neolikani ste. Nato se je v hipu vse spremenilo, v trenutku. Postal je deležen posebne pozornosti. Nekdo ga je najel in ga vodil po glavni ulici prestolnice. Ljudje so razgrinjali na pot svoje plašče, lomili palmove veje z dreves in jih polagali predenj, ter ga obsipavali s cvetjem. Ponosno je dvigoval svojo glavo. Zvečer se je vrnil domov in komaj čakal, da svoji mami, prijazni oslici, pove,
Kaj je doživel? Rekla mu je: o, ti neumni in bedasti otrok, vedela sem, da si osel, nisem vedela, da si tak osel. Osliček je bil užaljen. Sklonil je glavo in se ni mogel sprijazniti s tem, da je samo navadni osel. Mati oslica ga je poučila, da vse to, kar se je zgodilo, ljudje niso počeli zaradi njega, zaradi nas, ampak zaradi Jezusa. Da so polagali plašče pred Jezusa, ne pa pred njega, kot si je on domišljal. In velikokrat smo v življenju takšni. Postavimo se na prestol, na piedestal in mislimo, da se ves svet vrti okoli nas. Toda kako, ko pa vendar tega Jezusa, ki jezdi na osličku, obkrožajo paradoksi, očitna protislovja, je močan, a je krotek, je božanski, a je človek, je kralj, a je služabnik, je živ, a je mrtev. Namesto, da bi jezdil, kot smo slišali, belega konja, izstopa osličji mladič. Pot do Božje slave se ne vije med bleščečimi palačami, mikavnimi zabavišči, Michelinovimi restauracijami, hrupnimi športnimi tekmami, se ne vije med političnimi kampanjami, niti hollywoodskimi reflektorji, ne med Nobelovimi nagrajenci, ne med akademskimi teološkimi forumi, ampak ne da bi bilo s tistim vse narobe, ampak se konča njegova pot na sramotnem križu kot polomija na prvi pogled. In to presega človeško domišljijo, vsako našo pogruntavščino. Družba spodbuja odliko, uspeh, ideal, nagrado, osvajanje, prepoznavnost, mogočnost, udobje, všečnost. Družba vse favorizira. Že v otroke vcepljamo rivalstvo in tekmovalnost, ker živimo v takšnem okolju. Tudi če doma niso k temu spodbojeni, so pa potem v nadaljni socializaciji. Jezus je hvalo množice sprejel, ni jih grajal, ni spraševal, čemu mu aplavdirajo. Čeprav je vedel, da smo ljudje omahljivi, nestanovitni, pravzaprav dvolični. Dvolični ali hinavski. Enkrat hozana, na to križaj ga. Človeška nespamet nima meja. Odločiti se za Jezusa se je težko, pa ne zaradi njegovih zgodb in čudežev, ampak zato, ker je toliko drugačen. Nikakor ga ne moremo logično povezati in sprejeti z našim razumom. Cvetna nedelja nam predstavi Boga, ki je drugačen od naših predstav. Mi pričakujemo, bom kar takole rekel, mišičastega Boga, nabildanega Boga. Mišičastega Boga, ki lahko zdrobi vse v prah. Zato je bila množica tako hitro nad njim razočarana. Še vedno se motimo, ker nam godi, da bi bil Jezusov vstop v mesto njegov zmagovalni triumf. V resnici pa je bil to njegov protestni pohod. Protest proti nasilju, proti moči in slavi. Celotni veliki teden je Božji opomin zemljanom, predvsem političnim in ekonomskim mogotcem sveta. Jezus se je v velikem tednu še bolj razorožil in vidno razložil, kakšen je pravi odnos do reči, ki so nevarne, pa tako mikavne, vendar nevarne za človekovo srečo. In tu imamo pod lupo cvetne nedelje, lahko preiščemo bogastvo, užitek, moč, čast. Bogastvo Jezus ga ni imel, pa ne zato, ker je s tem kaj narobe, ali pa ker je grešno,
Ležal je v tujih jaslih, svoje glave ni imel kam nasloniti, vozil se je s tujim čolnom, pasho je obedoval v tuji sobi, jezdil je tujega oslička, na križu so ga slekli do golega, položen je bil v tuj grob. Torej, tako glede bogastva. Kaj pa užitek? Jezus je nase prevzel celotno trpljenje človeštva. Zagotovo ni užival tako, kot želi uživati današnja družba. Kaj pa moč? Dovolil se je ujeti in se pribiti na križ, na katerem se ni mogel niti premakniti. Lahko pa bi samo z dihom naredil iz Jeruzalema Hirošimo. Kaj pa čast? Mimoidoči so se mu posmehovali in se iz njega norčevali, ker je umiral kot zločinec in bogokletnik. Toda kjer človek vidi tragedijo, obup, suženjstvo, Bog vidi zmagoslavje, upanje, svobodo. Vprašajmo se, ali smo pripravljeni ljubiti tako, kot ljubi Kristus. V velikem tednu nam je dal zapoved, na veliki četrtek, takrat, ko je umil učencem noge. Novo zapoved vam dajem, da se ljubite med seboj, kakor sem jaz vas ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Ljubiti pomeni, da ni dovolj, da so siti, varni, uspešni, izobraženi in na varnem naši otroci, ampak tudi drugi otroci. Ni dovolj, da čist zrak dihamo in čisto vodo pijemo mi, ampak tudi drugi ljudje. Ni dovolj, da je dobro samo nam, ampak tudi drugim. Nedolgo mi je sogovornica, ki je izgubila otroka, zaupala, da več ne veruje v Boga, rekoč, kako mi je lahko vzel otroka. Odgovoril se mi, ampak vanj, torej v Boga, ste verovali, medtem ko so umirali tisoči in je umrlo na tisoče drugih otrok. Njena bolečina je bila težka in tudi moja bolečina ob poslušanju njene izpovedi, osebe daleč od vere. Vendar, dokler se dogaja to nekje daleč, drugje, drugim, nimamo težav z Bogom. Imamo, vendar dosti manj. Ko pa se to zgodi nam, potem pa pravimo, kako mi je lahko Bog to storil. Ni dovolj, da imamo možnost biti v cerkvi mi, ampak vanj povabimo tudi druge. Prva cvetna nedelja je zelo povezana s Svetim pismom, zato ponudimo Sveto pismo in to veselo odrešenje tudi drugim. Zgodnja cerkev je učila, da je Jezus Kristus učlovečena Božja beseda in ko je on vstopil v Jeruzalem, v mesto miru, tako vstopa on kot Božja beseda v naše mesto, da iz nas naredi Jeruzalem mesto miru, kar to v prevodu pomeni. In tudi, ko sta učenca osvobodila osliča, na katerem še nihče ni sedel in sta ga razvezala, je zgodnja cerkev rekla, s tem je Jezus prikazal, da je razvezal staro zavezo, da pa je sedel na mladega osliča, na katerem še nihče ni sedel, pa je s tem prikazal novo zavezo, ki prihaja. Poglejte, kakšna nadčloveška harmonija, kako je Sveto pismo povezano do potankosti v vseh detajlih. Jezus v mesto ni šel sam, spremljala ga je množica, kajti krščanstvo je osebno, ni pa zasebno. Je javno in na krščanski poti je treba drevesov svojega ega odsekati veje in jih položiti Kristusu pod noge, ne zaradi tega, ker on to potrebuje, ampak ker je to dobro za nas. Belo jutro cvetne nedelje je zamenjal črn večer, prepojen s krvjo sovraštva,
saj so se na mesto Kristusa kmalu opredelili za razbojnika Barabo, ker Kristus ni izpolnil njihovih pričakovanj. Nagnjeni smo k dvoličnosti, preračunljivosti, neiskrenosti. Zlahka izdamo najboljšega prijatelja in ga zatajimo. Jezus ve, da se pehamo za denar kot Juda in da ga tudi izdajamo s poljubom, kakor on, kot Juda. Da ga tajimo in se ga sramujemo, kakor Peter. Da se čestokrat delamo angelsko nedolžni in si umivamo roke, kakor Pilat. Da smo prostaški, kakor takratni rimski vojaki in da se damo, žal, zapeljati večinskemu mnenju, kakor množica v Jeruzalemu. Povorka ljudi na cvetno nedeljo ni končana. V njej smo ljudje vseh časov, vseh krajev, vseh ver in filozofskih nazorov. Jezusovi tožniki so mrtvi, lažne priče, ki so inkriminirano sodbo zrežirale tudi sodniki tedani so mrtvi, tudi rimski prokurator Ponci Pilat. Pravijo, da si pekočo vest hladi tako, da si stalno umiva roke, a bolj, ko si jih umiva, bolj so krvave. Cvetna nedelja je tako parodija na temo človeškega napuha, hinavščine in muhavosti. To so storili oni, takrat, v vroči Palestini. Kaj pa bi storil danes jaz, tu, v zahodni Evropi, v 3. tisočletju? Navkljub vsemu je on, ki je videti tako smešen in osmešen, spremenil svet. Ni ga spremenil cesar Tiberij Julij Cezar Avgust, niti guverner Ponci Pilat, niti velika duhovnika Ana in Kajfa. Spremenil ga je on z osličkom, s križem in z odprtim praznim grobom. Glede na prognozo poraza bi moral biti Jezus pozabljen, kot bi šlo za lanski sneg. Zato ne odstranjujmo iz krščanstva teh znamenj, ker ta znamenja so Božja znamenja. Ne delajmo krščanstvo mikavnejše, ne iščimo alternativ, kajti spektakularni, politični, militantni Kristus nima prihodnosti. Čeprav v vsakem večjem mestu vidimo velike vojskovodje na konjih, ne pa poraženih junakov na osličku, veliki kipi poimenovanja trgov, avenij, ulic in ustanov. Zgodilo se je, kar je zapisal prerok Zaharija. To pa je Božja logika. Silno se raduj, hči Sionska, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Glej, tvoj kralj prihaja k tebi pravičen, zmagovit, krotak, jezdi na osličku na žrebetu oslice. Uničil bo vozove v Efraimu, uničil bo konje v Jeruzalemu, uničil bo bojni lok in narodom oznanil mir. Od veletoka do konca zemlje, od morja do morja. Kako pomirjujoče je vedeti, da je jezdec na osličku Božje jagnje, ne pa imperator na vojaški paradi. Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. To je res utolažljivo. Da je podeželski galilejski rabin Jezus Kristus, ki ni šel na prestol, ampak na križ, premagal moč rimskega orla in moč Davidove zvezde. Končujem. Cvetna nedelja ni preteklost, je izziv. Cvetna nedelja je med nami. V šibkosti, majhnosti, nekoč na ponižnem oslu, zdaj vstopa v naša srca, domove, cerkve, družbe,
ampak nič spektakularno. Tako preprosto, tako enostavno, da skoraj ne more biti res. Veste, kako vstopa? S kapljico krstne vode. Kdo bi si mislil, da je v kapljici krstne vode tolikšna moč? Vstopa k nam v obhajilnem kruhu, v zrncu kruha in kapljici vina. Nič posebnega. Tako skromno, majhno, neznatno, vendar vstopa med nas silno močjo. Vstopa v vsakem dejanju ljubezni, dobrote in usmiljanja. Vstopa zdaj, ko poslušamo Božjo besedo, a žal mnogi tega ne opazijo. Malo je teh, ki ga vidijo z očmi vere. Ni umestne poti, ali ga kot kralja ubiješ, ali pa ga kot kralja kronaš. Ali ga kot kralja ubiješ, ali pa ga kot kralja kronaš. Ironična podoba Boga. Bog na križu, ki sam sebi dozdevno ne more pomagati. Soočen s sarkazmom mimoidočih, ki ga provocirajo, naj vendar stopi s križa, če je res Božji sin. Soočen s skepticizmom duhovščine, ki govorijo, češ druge je rešil, naj sebe reši. Veliki teden je res legitimacija sodobne družbe. Označuje hlinjenje, dvoličnost, izdajstvo, zatajitev, preračunljivost, koristoljubje, rivalstvo, tekmovalnost, narcisizem, egoizem, vohunstvo, nepravično sojenje, skorumpirano duhovščino, montirane procese, medijski linč, vojaško osvajanje, sarkazem, manipulacijo, tekmo. To je naš svet. Osliček, križ in prazen grob pa je Božji svet. Ni šlo za politične aktiviste, ni šlo za preračunljive koristolovce, ampak je šlo za mirne vizionarje. Mirne vizionarje, ki vidijo dlje kot ostali. Njegovo trpljenje ni bila bolestna želja po mučeništvu, ampak nas je ljubil do konca. Takšnega Boga ni nikjer. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen. Vabim k molitvi. Ljubeči Bog Oče, ostali smo brez besed, razoroženi, zatečeni, pretreseni zaradi Tvoje ljubezni. Temelji sveta se zelo tresejo. Tresejo se zaradi bombnikov, borznih hiš, revolucij, podnebnih sprememb, strelskih pohodov, težkih bolezni. Nas pa je pretresel Tvoj preprost evangelij. Zato se Ti spovedujemo in Te vabimo k sebi. Jezus Kristus, odpusti nam, ker na cvetno nedeljo vzhičeno navijamo zate, na veliki četrtek pa smo na Tabo že razočarani in Te prodajamo. Na veliki petek Te izdajamo, Te puščamo samega. Na veliko soboto pa odhajamo vsak po svoje. Hvala Ti, da nas na velikonočno nedeljo nepričakovano presenečaš s svojim vstajenjem od mrtvih, ki je tudi naše vstajenje od mrtvih. Priznavamo, da je zaradi Tvojega vstajenja naše življenje lepo, bogato, polno upanja, blagoslovljeno in končno polno smisla. Amen. Skupaj bomo zapeli doksologijo, ki pravi: vsa ljudstva naj slave Boga.
Dragi bratje, drage sestre, izvolite sesti. Danes, ko je cvetna nedelja, bomo med seboj delili oljčne vejice z rdečim trakom. Oljčne vejice bosta duhovnika začela deliti po cerkvi. Pri tem pa mi dovolite, da vam povem še nekaj besed na to temo. Oljčna vejica z rdečim trakom je v bistvu prastar simbol miru, sprave in Božje bližine. Oljčna vejica je bila v Svetem pismu znamenje, da se je nevihta končala. Se spomnite v Stari zavezi pri Noetu, da Bog ponovno odpira novo možnost življenja. Rdeči trak na oljčni vejici pa nas spominja, da je mir vedno dar, ki je stal ceno. Živo ljubezen, potrpežljivost, spravo in pogosto tudi kri nedolžnih. Ne nazadnje tudi smrt Boga samega. Ko bomo v naslednjih trenutkih dvignili oljčne vejice, bomo to storili kot ljudstvo, ki veruje, da Bog še vedno lahko naredi nekaj novega sredi naše razdeljenosti. Današnjo cvetno nedeljo bomo namreč zaključili tako, da bomo simbolom oljčne vejice, ki sama po sebi ni nič magičnega, gre predvsem za simbol, pa vendar bomo to storili in zaključili na način, da bomo molili za mir po celem svetu. Po podatkih globalnih konfliktnih baz trenutno po svetu poteka več kot 50 oboroženih konfliktov, ki vključujejo države ali organizirane oborožene skupine. To potrjujejo raziskave, ki kažejo, da število konfliktov ostaja izjemno visoko, pri čemer številne regije na žalost ostajajo nestabilne. Trenutno po svetu poteka več različnih vrst konfliktov, meddržavne vojne, notranje državljanske vojne, teroristični in uporniški konflikti, etnično-politični konflikti, genocidi, konflikti zaradi naravnih virov, dolgotrajni zamrznjeni konflikti, ki vedno znova izbruhnejo. Tudi območja, ki niso v neposredni vojni, čutijo posledice le-te, saj so še vedno prežeta z nasiljem, pod pritiskom begunskih kriz, lačnih, žejnih, prestrašenih otrok, soočeni z zlomljenimi družinami in izgubo varnosti. Ko danes, drage sestre, dragi bratje, dvigamo oljčne vejice, vemo, da so to dosti več kot vejice. To je v resnici znamenje, da nosimo bolečino sveta pred Boga. In še preden bomo skupaj molili za mir v svetu, naj vam povem eno resnično zgodbo, ki me je zelo ganila in vam jo bom povedala kot spodbudo, preden pridemo v molitvi za mir. Leta 2000 je v majhni pacifiški državi Fidži prišlo do poskusa državnega udara. Oborožene skupine so zavzele parlament, vzeli so talce in grozili s krvavimi spopadi po vsej državi. Ljudje so se seveda bali, da bo sledila državljanska vojna. Takrat je krščanski svet Fidžija pozval vse krščanske cerkve, naj se združijo v molitev za mir. Istočasno, po vsej državi, v nedeljo zvečer. Medtem ko je vlada iskala rešitev, je fidžijska cerkev poročala, da je v eni sami nedelji več kot 200 000 vernikov, več kot 200 000 državljanov, torej ljudi, molilo za mir, kar je za eno tako majhno državo, kot je Fidži, ki ima manj kot 1 milijon prebivalcev, ogromna številka. Torej ne samo, da so molili za mir ljudje, pač pa so molile za mir vse krščanske denominacije. In veste, takrat se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Po več tednih napetosti so se oborožene skupine brez boja predale. Talci so bili izpuščeni. Vojska je popolnoma nepričakovano umaknila svoje enote iz konfliktnih con. Razmere so se umirile v manj kot 24 urah
po množični molitvi. Politični analitiki so dogodek pozneje označili za najbolj nenavaden konec oboroženega upora v zgodovini države. Cerkev na Fidžiju pa je preprosto rekla naslednji stavek. Ljudje so samo molili za mir, Bog pa je naredil vse ostalo. Dragi verniki, ob tej ganljivi resnični zgodbi nas vse skupaj povabim, da vstanemo. Povabim vas, da dvignemo naše oljčne vejice kot znamenje, da se pridružujemo molitvi za mir. Naj bo to naša nota, kako bomo molili za ukinitev nasilja, za Božjo tolažbo nad vsemi, ki trpijo. Kot ljudje verjamemo, da je mir možen, zato bomo kot verniki molili v tišini srca in prosili Boga za nadnaravno. Molimo skupaj za mir. Gospod Jezus Kristus, ti si na osličku prišel v mesto, ki te ni razumelo. Med ljudi, ki so hrepeneli po miru, a niso poznali poti miru. Zato te danes kot cerkev prosimo, poglej na naš svet, ranjen od vojn, sovraštva, razdeljenosti. Poglej na kraje, kjer ljudje bežijo, kjer otroci jočejo, kjer družine iščejo varnost, ki je ne najdejo. Naj ta oljčna vejica, ki jo kot simbol dvigamo, postane znamenje naše želje po spravi, znamenje pripravljenosti, da smo naprej mi sami glasniki miru. Prosimo te, Gospod, umiri srca tistih, ki vodijo narode. Obrni misli tistih, ki se pripravljajo na nasilje. Obriši solze tistih, ki objokujejo svoje izgube. Naj bo tvoj duh miru, ki naj odpihne strah, zlomi sovraštvo, umiri in odloži orožje in odpre pot do sprave. Gospod Jezus, ti si knez miru, vzemi našo šibkost, našo nemoč, naše rane in iz njih ustvari prostor za novo življenje. Naj tvoj mir teče po naši deželi, po Evropi, po celem svetu, po vseh narodih, po vsakem kraju, kjer je tema. To te prosimo v zaupanju, da je tvoja ljubezen močnejša od vsake vojne, da je tvoja luč močnejša od vsake teme in da je tvoje vstajenje močnejše od moči smrti. Po Kristusu Jezusu, našem Gospodu, molimo skupaj. Amen. Dragi vernici, oljčna vejica, ki ste jo dobili, jo lahko seveda odnesete domov in naj vas spominja na to, da Kristusov mir ni samo beseda, je pot, ki se začne v našem srcu, je pot, ki se začne v naših družinah in je ljubezen, ki jo lahko skupaj prelivamo v ta padli svet. Zato naj danes med nami ostane Božji mir, Božji blagoslov, Božja moč za spravo. In skupaj zaključimo to bogoslužje z molitvijo Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Draga Božja cerkev, prejmimo vsi skupaj še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.